Ura je krepko čez 12, številke pa rdeče. Zato iz žepa slehernega državljana skoraj po 2000 čaka za reševanje bank. Pa zakaj mora stalno najnižji narod plačevati? Ne plačajo one svinje, kaj so nam pokradli vse skupaj. Se čudite mogoče? Jaz se čisto nič ne čudim. Zakaj? Zato, ker so vse pokradli in zdaj smo tam, ki smo. To ni nobeno gospodarjenje, ne? Božično darilo bankam pač, le da se bo bančno kolesje vrtelo naprej. A ljudje bi seveda raje, da jim denarja iz žepov ne bi jemali. Kaj bi potem s tem denarjem? Ja, kaj bi, imela bi ga kam vložiti. Pohištvo menjati, pa eno pa drugo, pa tako. Še bi nekako potovanje. Presenetijo pa naslednje besede. Ja, bom pač plačala, kaj čem. Da rešimo Slovenijo, ne? Smo bili toliko patrioti. Hitro je jasno, da gospa denar hrani na varnem v tujini. Sem že v Franciji živela dolgo časa, tako da imam jaz tam prihranke na srečo. Mi je pa to tragedija v bistvu, ne? In jaz verjamem, da je bilo res precej pokradenega. Vse manj je tako zaupanje v naše banke. Še zaupate bankam? Sigurno ne, ne več. Kljub poostrenemu varovanju in zagotovilom države, da je denar na bankah varen, te varnosti ni čutiti. Ni varen. Zakaj ne? Ker ne zaupam dobenemu. A tudi, če denar hranimo doma, lahko izgine, tako kot v bančni luknji. Doma te tudi lahko mimogrede hapsnejo. Na banki je pa spet tak, danes je, jutri ga ni. Očitno le država in banke vedo, zakaj si lahko državljani zapojemo in denar zopet družno damo bankam.